gradnji, pa itak nisi nič napisal. Kjer dokument? Ja. Vse to. A bi jaz mogel kaj napisati? Ne, Matevž pribor. Pozdravljeni v oddaji podcasta PIN Pogovori, v kateri se z gosti spoščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. Danes je pa ena čisto posebna oddaja, zaradi tega, ker je pa gost v bistvu kar pri tebi v pisarni. Tako da jaz nadaljavo pozdravljam Domna Ivanška iz podjetja Knauf Insulation. Pozdravljam, Domen. Zdravo. Robi, daj še ti reči zdravo, no? Ja, zdravo. Mi da se gledamo, če moj hecati. To je zdaj čist neka nova dimenzija je tole zdaj ratala. V bistvu zdaj enkrat bomo naredili tako, da bomo vsi trije oziroma bom še zraven, bomo pa sploh čisto živo štartali, ne? Sam še video dodamo, pol smo pa zmagali. Ja, nič, Domen je bil že gost v 14. oddaji. Že takrat smo nekaj govorili o Knauf Insulation in pa o BIM knjižnicah. Ampak Domen, za vse tiste, ki so začeli ta podcast poslušati kasneje ali pa v bistvu so preskočili 14. oddajo, sicer ne vem, zakaj bi bilo to možno. Povej nekaj malo o sebi. Ja, živijo. Jaz sem inženir gradbeništva. Diplomiral sem tukaj na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Zdaj sem pa trenutno zaposlen v podjetju Knauf Insulation Škofja Loka kot inženir tehnične podpore trženju. Mi se ukvarjamo z izdelavo toplotnih, požarnih in zvočnih izolacij v gradbeništvu in industriji. Predvsem imamo poudarek na negorljivih rešitvah, to se pravi izolacijski materiali iz kamene in steklene volne, ter kombinirani produkti iz kamene volne in lesnih vlaken, ki se imenujejo Heraklit Tektaran. Imamo pa zdaj tudi nove segmente, kot so zelene strehe, naprimer, zelo aktualna in zelo zanimiva zadeva. Se pa poleg tega zelo veliko ukvarjamo tudi z različnimi drugimi področji, ki spadajo pod gradbeništvo, med drugim tudi seveda z trajnostjo in trajnostnim razvojem. Ja, no, zdaj mi je Domen vzel besedo iz ust, ker je že sam nekaj omenil trajnostno gradnjo. Mi, ko smo se prvi srečali, smo zelo veliko govorili o proizvodih, ki se tam pri vas dela, pa predvsem sem si jaz zapomnil zelene strehe, ker ste imeli takrat, mislim, da že prvi to BIM knjižnico pripravljeno, ne? Tako. Za zelene strehe. A se je od takrat kaj spremenili? Ste še kaj dodali? Ste kaj dodatno razvili? Ja, smo. V lanskem letu smo dodatno razvili tudi nove sisteme, tega sistema Urbanscape zelene strehe. Gre za dodaten nov sistem Urbanscape Air, Urbanscape Thermal in pa Purple Roof sistem. In za te tri nove sisteme smo tudi dodatne BIM knjižnice razvili. Pa zdaj, takrat, če se ne motim, ste podpirali Arhicad. Ne, takrat ste rekli, da so razvijali, zato vas neki partnerji Španije, če se ne motim. Ja, za oboje smo razvili za Revit in Arhicad, zdaj smo pa to nadaljevali tudi za te tri nove sisteme. Super. Matevž, kaj si ti hotel vprašati? Ne, nič, jaz sem samo bolj manj hotel začeti s glavno temo, ne? Ki je Domen že omenil, in to je trajnostna gradnja. Čeprav sem hotel, v bistvu pa tele zelene strehe, če se spomnim, so bila, takrat, ko je imel CGS tisti dogodek, ne? Ste imeli tudi tam, ne? In jaz vem, da so se takrat, v bistvu to je bilo še pred tistim prvič, ko si bil gost v podcastu, so se pogovarjali tam in si mi predstavljal tele zelene strehe, sem rekel, no, to je pa moja žena čisto navdušena, ne? Se spomnim, ja. Sem rekel, bož, da ne zve tega, ne? Tako da skrbno čuvam to skrivnost, tako da še nimamo tega, ampak nikoli se ne ve, ne? To je direktno trženje, zdaj ima Domen kontakte, ne? Tako, lahko pošlje. Ja, no sej, če gremo zdaj na glavno temo današnjega dne, ki je trajnostna gradnja, pa bi mogoče prosil Domna, če lahko
pove, kaj se trenutno pri njih dogaja. Zaradi česa sem se tudi pogovarjal, da bi opravil še en pogovor na podcastu, ker meni se zdi to blazno zanimivo, kar zdaj počnete. Ne? In sicer izvajate nek nov objekt, ampak kar je najbolj zanimivo, pa to način, na katerega to izvajate. Ne? A lahko mogoče kaj več poveš? Ja, v Škofji Loki, takoj zraven našega proizvodnega obrata, zdaj gradimo en nov objekt, imenuje se Knauf Insulation Experience Center. Kot že ime samo pove oziroma nakaže, je to demonstracijski center, namenjen različnim predavanjem, demonstracijam za vso paleto naših strank oziroma partnerjev, se pravi od različnih projektantov, arhitektov, inženirjev in podobno, do izvajalcev, do na koncu koncev končnih strank, ki bi bodo lahko obiskale ta naš novi center in si uživo ogledali rešitve. Ne. V bistvu, če ga arhitekturno opišem, je to nek večji kubus iz prefabriciranih armirno-betonskih elementov, ki ima seveda stopniščni in dvigalni jašek iz litega betona. Zgoraj je še dodaten manjši kubus v drugem nadstropju, ki služi kot dostop do ravne strehe, ki bo seveda ozelenjena z našim sistemom Urbanscape. Zdaj v pritličju bo večja delavnica, kjer bodo različni eksponati v večjem merilu, tako da se bo dalo tam tudi v resnici izvajati oziroma demonstrirati pravilno inštalacijo izolacije, lepljene fasade, izvedba suhomontažnih sten, stropov in vse take različne rešitve, pri katerih ponujamo rešitve. Ne. Tukaj naj še poudarim, da tukaj nismo samo mi kot Knauf Insulation, ki smo proizvajalec toplotnih, požarnih in zvočnih izolacij, ampak seveda tudi naše partnersko podjetje Knauf Ljubljana, ki proizvaja in trži produkte iz malčnokartonskih plošč, profilov in vseh ostalih rešitev, po katerih je Knauf znan, ter Knauf AMF divizija, ki ima pa obešene stropne sisteme, se pravi na kovinski podkonstrukciji z mineralnimi ploščami, ki so večinoma negorljive in pa tudi akustično izolativne. Se pravi, tukaj bomo kot Knauf skupina celotna, poleg tega so popleteni še določeni partnerji, ki so se pridružili temu projektu in bomo gradili tudi njihove komponente in materijale. No, ampak to vse skupaj načrtujete v bistvu v BIM-u, ne? In kar je najbolj zanimivo, to, da se poskušate v vsakem koraku tega BIM procesa obnašati trajnostno. Tako, zdaj objekt je bil sprojektiran v BIM-u, natančneje v Revitu. Arhitektura, kar se arhitekture tiče. Strojne elektroinštalacije žal v tem trenutku oziroma v tej fazi niso bile sprojektirane v BIM-u, ampak klasično z AutoCAD-om. Smo se pa že v štartu odločili, da bomo ta objekt certificirali po nemški trajnostni shemi DGNB. To bo praktično prva novo zgrajena stavba, certificirana po DGNB shemi v Sloveniji. Poleg tega smo se pa odločili, da projekt prijavimo tudi kot pilotni projekt za novo evropsko strukturno inicijativo Levels. Za tiste, ki mogoče tega še ne poznate, Levels je neko ogrodje, ki v bistvu opisuje in pa ocenjuje trajnostne kriterije v gradbeništvu. V nekaterih pogledih je zelo podobno DGNB shemi, tudi LEED BREEAM. V nekaterih primerih je celo bolj zahtevno od teh shem. Se pa razlikuje od teh shem predvsem potem, da je to na ravni Evropske unije in ni privatno oziroma komercialno usmerjeno, kot so na primer najbolj znane 3 DGNB, LEED BREEAM, WELL in podobne. Tako da zdaj bo 2-letno preizkusno obdobje teh shem in v tem 2-letnem obdobju se zbirajo tako imenovani pilotni projekti, ki se bodo v tem obdobju tudi ocenjevali, izdelovali oziroma upravljali se bodo tudi meritve in zbirka
baz oziroma rezultatov in izkušenj iz teh pilotnih projektov bo v nadaljevanju vodila k boljši oziroma dokončni izvedbi in pa definiciji teh levels schem. Glavni namen tega pa je, da se v prihodnosti v takšni ali drugačni obliki lahko ta iniciativa potem upelje tudi v zakonodajo držav članic Evropske unije, se pravi tudi Slovenije. Skratka, tele levels ali lead, DGNB, skratka, dobiš certifikat, lahko v bistvu zaposlovalec poveš, kaj sploh to pomeni, v bistvu, kako daleč je potrebno paziti za to, da na koncu lahko res dobiš certifikat pri sami gradnji in jasno pri načrtovanju. Ja, zdaj, vsaka trajnostna shema zelo močno upošteva več dejavnikov, več pogledov. Ena je sigurno okoljski dejavnik, potem imamo ekonomiko oziroma finančni dejavnik, seveda ni zanemarljiv, ni pa tudi najpomembnejši. Potem imamo sociološki vpliv, veliko teh vplivov se tukaj upošteva in to naenkrat. To je zelo pomembno se zavedati, da pač več teh kriterijev naenkrat se upošteva. Zdaj tukaj je pri posamezni tej trajnostni shemi v zadju tudi zelo poglobljena analiza in pa primerjava teh kriterijev. Tukaj je bilo v preteklosti izvedenih zelo veliko analiz, preračunov, simulacij, da so zelo natančno nastavili te uteži, kako nek kriterij z določeno težjo ovrednoti, da je mogoče bolj ali pa manj pomemben od drugega. Tako da tukaj se v to ne bi spuščal, ker tega je res ogromno. Je pa res treba paziti se prav na vse te dejavnike. Ni pomembna samo cena, po drugi strani, če gremo ekstrem, ni pa tudi najbolj pomembno, da je to najbolj trajnosten material, če je recimo neprimerljivo mnogokrat dražji od neke druge bolj dostopne rešitve, ki je še vedno sprejemljiva. Poleg tega, poleg vseh tehničnih zahtev pa ekonomskih, je pa tudi zelo pomembno upoštevati, kot že omenjeno, sociološke vidike, se pravi tudi recimo prijaznost stavbe do samih uporabnikov in do okolice. Tudi samo Lego, ali je to blizu javne infrastrukture ali mogoče nekje na samem, upošteva tudi samo zemljišče, ali je to neko zemljišče, ki je bilo prej služilo neki drugi namembnosti, ali je to neko kmetijsko zemljišče, ki se je v bistvu zdaj praktično za 50-100 let zapečatilo samo zato, da bo tukaj stala zgradba. Vse to se ocenjuje, ovrednoti in na koncu se zbirajo točke in na podlagi števila točk se po neki shemi potem podeli eden od certifikatov, se pravi ponavadi to bronast, srebrn, zlat, platinas, kot naprimer pri DGNB-ju, lahko je excellent, outstanding in podobno pri drugih schemah. Pri levelsih, se pravi pri novi evropski schemi, so pa 3 nivoji, je pa level 1, ki je osnoven, level 2 in pa najvišji level 3. Vem, da si razlagal, da gre to v take podrobnosti, kot je kontrola vnosa materialov na gradbišče. Zdaj pa mene zanima, glede na to, da je to tak zelo kompliciran postopek, ki ste ga dodatno potem še otežili z uvedbo BIM-a, ki je tudi verjetno eden bolj pilotnih projektov, sploh kar se vaših lastnih projektov tiče. Pa me zanima, zdaj te izkušnje iz prve roke, ali ste ugotovili, da vam je BIM pri tem pomagal, vam je kaj olajšal delo, ali vam ga še otežil? Ja, zdaj tako, BIM definitivno je po mojem mnenju nekaj, kar je super, je pa tukaj treba imeti kar poštimane osnove, se pravi, treba imeti klasifikacijo materialov dobro določeno že v samem BIM-u oziroma BIM bazi oziroma strukturi, kar je pomembno že pri samem projektivnem biroju oziroma podjetju, zato da res potem, ko se podatki iz BIM-a izvažajo oziroma prenašajo v neke druge baze, da se posamezni materiali oziroma postavke res prenašajo na prava mesta v drugih orodjih. Tukaj je pomembno, da se upoštevajo pravi standardi in pa protokoli.
Tukaj mislim, da Slovenija še ima nekaj dela, da se to vzpostavi, se pravi neke prave standarde, neke prave strukture, neke prave pravilnike, da bo to funkcioniralo. Ampak vsekakor jaz mislim, da BIM ima svoje prednosti tukaj. Recimo, da navedem en primer. Naš auditor, to je gospod Robert Smodiš, ki je bil tudi že gost pri vas v BIM pogovorih, bo delal LCA analizo z spletnim orodjem OneClick LCA in to orodje omogoča, da se direktno vnese podatke iz BIM modela, se pravi razne količine, volumne, površine, orodje lahko samo prepozna iz BIM modela in pa seveda, kar je zelo pomembno, tudi določene materijale, kot naprimer naše BIM knjižnice. V tem našem BIM modelu so naše Knauf Insulation BIM knjižnice že uporabljene, se pravi materijali iz naših BIM knjižnic z svojimi tehničnimi karakteristikami, tako da jih lahko orodje OneClick LCA tudi prepozna, že izpiše, kater material to je, že lahko prebere te tehnične karakteristike, ki so seveda pomembni za LCA analize. Smo pa dodali v to bazo tega spletnega orodja tudi EPD, se pravi okoljske produktne deklaracije naših proizvodov, ki bodo vgrajeni, tako da lahko v bistvu orodje precej avtomatizirano prebere te okoljske parametre, se pravi global warming potential in podobne, da lahko izračuna točno LCA analizo. Za druge materiale, recimo za beton, take ali drugačne gostote ali pa recimo mogoče kakšne opečnate elemente, ki so lahko generični, pa potem sam projektant, v tem primeru gospod Smodiš, v tem orodju izbere iz baze ponujenih generičnih materialov že najbolj ustrezen material, ki ima določene podatke za LCA analizo. A ste mogoče vaše BIM knjižnice zdaj kaj nadgradili s temi faktorji dodatnimi, ki jih mogoče prej ni bilo, ali bo to že vse prej vključeno? Te EPD, kot si omenil, pa to? Ja, ne, EPD-jev samih zaenkrat nismo vgrajevali, tako da naših obstoječih BIM knjižnic zaenkrat nismo spreminjali oziroma nadgrajevali še z dodatnimi podatki, ker roko na srce tukaj v Sloveniji zaenkrat še nismo opazili zahtev potem strani uporabnikov teh BIM knjižnic. Smo pa seveda že prej o tem razmišljali, ampak smo potem to vzeli za fazo 2 nadgradnje BIM knjižnic. Naj pomenim, da jaz sodelujem tudi v projektni skupini v našem koncernu Knauf Insulation, ki se ukvarja z kreiranjem in uporabami BIM knjižnic. In tam smo pa že razvili orodje, ki ga pa trenutno že uvajajo nekatere naše druge države članice Knauf Insulation v svoje nove BIM knjižnice, kjer pa so te podatki iz EPD dokumentov že vnešeni. Tudi mi bomo verjetno v nadaljevanju to dodatno še vnesli not, ampak zaenkrat bomo probali na ta način s tem OneClick LCA toolom videti, kaj dosežemo. Ja, vse skupaj se sliši precej zapleteno, oziroma je pač zadeva zelo kompleksna, še posebej, ker predvidevam, da mora biti te EPD-je v bistvu ali so standardizirane do te mere, ali so pa v bistvu nek, recimo temu, de facto standard in je pa ta OneClick LCA, kako si, jaz sem se prav zapomnil. Tako. Nekako naprogramiran na ta način, da pač točno tak zapis najbolj razume, ne? Ja, zdaj je tukaj zelo pomembno, da se uporablja res tiste podatke, ki najbolj natančno opisujejo posamezen gradbeni produkt in jih temu tudi težijo vse te zelene certifikacijske sheme. Se pravi, če imaš recimo točno določeno izolacijo, naprimer steklena volna Knauf Insulation, na Turboard 035, imaš v ozadju točno določen dokument, okoljska produktna deklaracija, kjer so točni podatki vpliva na okolje za to določeno izolacijo. Se pravi, niso neki generični, ki so pač nek približek za pač neko splošno stekleno volno, ampak za točno določeno našo stekleno volno, ki je naprimer
izvedena tako kot vsa naša druga steklena volna po tehnologiji COS, se pravi čist brez fenolformaldehida na osnovi bioobnovljivih veziv. Se pravi, so res že upoštevani točni podatki iz proizvodne z naših tovarn, tako da so tudi rezultati LCA analiz res čim bolj točni. No, to je tudi namen, da bi pač stanje v naravi dejansko odraža to, kar mi se stanje v modelih odraža stanje v naravi. Tako. Me pa zanima, glede na to, da ste cel objekt gradili trajnostno, pa da ste morali zagotoviti ogromno neke sledljivosti materijala, pa to, kako ste opazili, da je stanje na področju certifikatov, certificiranja materijalov, ki ste jih vgrajevali v vaše stavbe? Ja, tukaj ne omenjam, da objekt je še v gradnji. Jaz sem tukaj v tem procesu kot Registered Professional za DGNB certifikacijsko shemo v funkciji preverjanja in potrjevanja pravih gradbenih materijalov, ki naj bi se vgradili v naš objekt. Se pravi, v razpisni dokumentaciji je bilo povsod navedeno, da se bo objekt certificiral po DGNB trajnostni shemi, kar je bilo, mislim, da lahko čist po resnici povem, ena čist popolna novost za vse izvajalce v Sloveniji. Mislim, da si noben ni čist točen predstavljal, kaj to je. Smo jim seveda poskušali razložiti ravno tako arhitekt oziroma projektantski biro. In so bile tudi v razpisni dokumentaciji že navedene zahteve ter priložena tabela zahtev za gradbene materijale, ki izhaja iz DGNB certifikacijske sheme. DGNB shema ima en tak kar podroben dokument, v katerem so zapisani različni materijali in kriteriji, ki morajo te materijali zadoščati, da se lahko uporabijo v takem objektu. Recimo, ne vam na primer povem en primer za izolacijo strojnih inštalacij, se pravi cevi iz kavčuka, umetnega kavčuka, se pravi, to je tista penjena izolacija, penjena pač iz kavčuka, črna izolacija, je zahteva, da mora biti brez halogenih plinov. Zdaj, dost, oziroma lahko rečem, večina teh materijalov na trgu, sploh v Sloveniji, je takih, ki vsebujejo pač določene halogene pline. Se pravi, v tem primeru je bilo res treba najti najprej tak material, ki bi tudi v popisu del v tem primeru že naveden, ki ima res dodatno znako halogen free, se pravi brez teh halogenih plinov, in samo tak se lahko uporabi potem v tem objektu. In seveda to je treba tudi dokazati potem v končni fazi komisiji, ki ocenjuje ta objekt, se pravi komisiji z strani DGNB, z ustreznimi papirji za vsak tak gradbeni material. Se pravi, v tem konkretnem primeru za to izolacijo je bilo treba poiskati papirje, ter izjave od proizvajalcev, v katerih je navedeno, seveda s štemplom in pa z vsemi napisi vred, da te njihovi materiali res ne vsebujejo teh halogenih plinov. In če bi zdaj bil malo provokativen, koliko procentov materijala ste zavrnili na gradbišče? Zavrnili nekaj smo jih, ampak zdajle so bila v glavnem bolj tista osnovna gradbena dela, se pravi bolj tisti osnovni materijali. Bolj je bilo to, da smo morali zahtevati materijale drugačne, kot so v redni uporabi. Se pravi, izvajalci so ponovadi predlagali tiste materijale, ki jih običajno uporabljajo na gradbiščih, neko običajno opažno olje z neko ugodno ceno, nek običajen bitumenski prednamaski segovanje uporabljati, neko običajno, recimo tole v tem konkretnem primeru izolacijo za hladne cevi. Tukaj se pa zadeva spremeni. Tukaj pa treba res upoštevati te kriterije DGNB-ja in res posegati po materialih, ki niso toliko zelo pogosto zastopani pri trgovcih, se pravi res okolju bolj prijazni materiali z nižjimi vsebnostmi organskih hlapljivih snovi,
In tukaj smo mogli pa kar nekajkrat pač ukrepati pa reči, da bomo potrdili samo take materiale, ki temu ustrezajo. Moram pa reči, da čas, ki je potreben za raziskovanje in pridobivanje teh ustreznih papirjev, ki jih DGNG shema zahteva, je pa lahko kar dolg v nekaterih primerih oziroma zamuden. Recimo, če se zahteva izjava proizvajalca, in proizvajalca recimo ni v Sloveniji, je treba kar nekaj mailov, telefonov ali pa zahtev poslati oziroma izraziti, da se na koncu pride do tega ustreznega dokumenta, ker ti dokumenti običajno niso lahko dostopni na spletnih stranih proizvajalcev teh materialov, ampak jih je potrebno prav posebej po projektu zahtevati. Morda še eno vprašanje, ki se na vse skupaj navezuje glede teh materialov. Kaj pa pol v bistvu, koliko zahtevan je pa recimo nadzor samega gradbišča v bistvu glede teh materialov in vsega tega? Ker predstavljam si, da na koncu se to, kar dobiš, je lahko račun ali pa v bistvu pač ta papir, da je ta material uporabljen, ampak koliko nekega dodatnega nadzora je za to potrebno na samem gradbišču? Ja, tukaj moram reči, da je treba veliko več dodatnega nadzora. Jaz, ko v tem primeru preverjam in potrjujem materiale, grem tudi osebno potem gledati na gradbišče, da je res točno ta material tudi na gradbišču. To je zelo pomembno, zato ker na koncu, ko je objekt zgrajen, se v roku približno 3 do 4 tednov mora izvesti meritve organskih hlapljivih snovi v določenih prostorih, odvisno pač od objekta in razporeditve in tipa prostorov, kar pomeni, da pride neka tretja stranka oziroma neka ekipa, ki je registrirana za izpeljavo teh meritev. Te meritve organskih hlapljivih snovi v teh določenih prostorih izvede po zelo različnih kriterijah in zelo različnih teh spojinah. In te testi morajo iti skozi. Pravi, te vrednosti morajo biti dovolj nizke oziroma nižje od predpisanih po DGNB shemi. Če se to preseže, je nevarnost, da objekta ne bodo certificirali. Se pravi, tukaj je res treba imeti dober nadzor, res je treba biti zelo dosleden, mogoče lahko rečem zelo malo strog, da se ne popušča pri teh zahtevah in pri teh pravilih, za katere smo se zmenili. Ker recimo že napačna izbira barve, laka v notranjih prostorih lahko pomeni bistveno povečanje vsebnosti teh organskih hlapljivih snovi, in vse to lahko potem te meritve zaznajo. Tako da tukaj je vloga nadzora zelo pomembna. Kar pa je po mojem mnenju tudi zelo dobra stvar, ker s tem dobimo bistveno boljšo kontrolo nad projektom. No, če bi bil zloben, bi rekel, da bi se moral nadzor na tak način vedno izvajati. Ja. Pa pustimo zdaj, ali je res tako, ali ne. Pustimo to. Ja, pustimo to. Lahko še eno vprašanje. Zdaj v bistvu govore je bilo o certifikatih, po materialih in ne vem, kaj že vse v bistvu slišal, pač povedal si, da material je recimo včasih kar problem, v smislu, kje ga dobiti. To, kar mene na koncu zanima, je v bistvu, koliko se to dejansko podraži, tak objekt. Ja, zdaj, za naš projekt vam tega še ne znam povedati, ker, kot rečeno, še ni zaključen. Opažamo pa, da recimo kakšni ti materiali, ki imajo te določene izkaze, certifikate in podobno, so dostopni v Sloveniji, nekateri pa pač niso dostopni ravno od slovenskih proizvajalcev, pa je treba posegati po recimo proizvajalcih iz recimo Avstrije, Nemčije, ki se seveda lahko dobijo potem na našem trgu oziroma se dobavijo na naš trg, ampak so morda ravno zaradi tega tudi nekoliko dražji. Imamo kakšne primere, kjer je ta cenovno odstopanje tudi zelo opazno, bi temu rekel. Se pravi, da so nekateri materiali ravno zaradi tega bili bistveno dražji. Ampak vse te certifikacijske sheme dejansko na nek način malo silijo oziroma spodbujajo proizvajalce materialov,
da začnejo bolj množično se ukvarjati, razvijati in proizvajati materiale, ki bodo bolj trajnostni, bolj okolju prijazni, ne. Kar je dobra stvar, ne. Definitivno pohvalno. Zdaj, mogoče pa nekateri proizvajalci tudi v tem vidijo neko tržno nišo, se zavedajo, da pač ti materiali s temi certifikati so potrebni za nekega investitorja oziroma izvajalca, ki bi tako stavbo rad imel in mogoče to majčkeno tudi izkorišča. No. To je mogoče moje osebno mnenje, lahko da se motim, ampak upajmo, da dolgoročno, da bo to postala stalna praksa. Če še eno zadevo dodam, v bistvu jaz morda bom kar rekel, da kar delim tole tvoje mnenje. Ne. Še posebej mislim, da sem par dni nazaj poslušal en podcast od McKinsey, skratka neke finančne družbe v Ameriki in je bilo ravno govor o trajnosti, ne samo trajnostni gradnji, ampak pač proizvodni kot takšni. Ne. In je bilo ravno govor o tem, kako so bolj ali manj podjetja zaznala, da je ta trajnost v bistvu nekaj, kar jim po eni strani omogoča neko optimizacijo nekih notranjih procesov, po drugi strani pa tudi recimo to, da nekako recimo po domače povedano malo navijajo cene kje. Skratka, samo to bi rekel zdaj, je to primer v gradbeništvu ali ne, v bistvu pač podatkov nimam oziroma pač nisem tako blizu temu, da bi to vedel, ampak lahko si pa mislimo, da se bo to rešilo šele takrat, ko bo ta trajnostna gradnja zaživela povsod. Ker sem zraven, ko si to govoril, razmišljal predvsem tem, kaj pa ves ta recimo davkoplačevalski denar, pa neka javna naročila in neka infrastruktura, kjer se vedno v glavnem obnašamo oziroma se država obnaša tako, da izbere najcenejšega ponudnika, ne? Kjer pa bomo zdaj najbrž lahko ugotovili, da je najcenejši sigurno ne bo tudi trajnosten preveč. Ja, tukaj se popolnoma strinjam. Mislim, da tudi do neke mere se to je že do zdaj ugotavljalo. Najnižja cena, po mojem mnenju, definitivno ne prinese tudi najboljše rešitve. Kot rečeno, pač finančni vidik je samo eden od večjih vidikov, da imaš kot investitor, recimo temu, najbolj optimalen, če ne že najboljši projekt, kot si ga zamislil. Ja, ampak jaz bi tu še poudaril tudi, da je velika vloga nadzora. Ne? Vi kot zasebni investitor imate velik interes, pa sami izvajate nadzor. Ne? Če pa država nekaj gradi, pa ima pač nadzor na jame, potem je pa ta kontrola verjetno malo slabša. Ne? Ja, mi seveda tudi imamo uradni nadzor, absolutno. Ne? Ampak tukaj ugotavljamo, da pri takem certificiranju splošni inženirji, da ne bom zdaj koga užalil, pač ne splošni, ampak pač izkušeni inženirji, nadzorniki, vode gradbišč, projektanti in podobno, obvladajo svoje delo, vejo, zakaj gre točno. Ko pa enkrat pride v igro še ena taka trajnostna shema, zdaj bodi katerakoli že, ki ima tudi svoja dodatna pravila, ki so pa, lahko rečem, praktično v vseh vidikih zahtevajo iste zahteve kot nacionalna zakonodaja. Poleg tega pa še mnogo dodatnih, bolj ostrih kriterijev. Tukaj pa mislim, da malo tega znanja jim zmanjka in to seveda popolnoma razumljivo. In tukaj pa skoraj res potrebno imeti nekoga, ki je izobražen v tej vrsti gradnje, v teh certifikacijskih schemah, da zna tukaj tudi zelo aktivno svetovati, pomagati pri projektu in izpeljati te naloge, pri katerih drugi deležniki v procesu niso dosti podkovani z znanjem. Tako da vsaj ena oseba, recimo pri takem projektu, ki ima znanje o teh schemah in o tem procesu, kar nekako bi morala biti prisotna. Že od faze projektiranja, se pravi od idejne zasnove, to je zelo pomembno, ker tam lahko najbolj vplivamo na končen produkt z najnižjimi stroški, z več poudarka na projektiranju, z več simulacijami, izračuni,
lahko bistveno boljšo rešitev in tudi na koncu cenejšo dobimo, kot pa če se to šele naknadno v fazi gradnje potem te rešitve doreče oziroma išče. In po tvoji oceni, koliko je lahko takšnih, ki imajo znanje v Sloveniji glede teh certifikatov? Zdaj, konkretno za DGNB je najvišja 3. stopnja, se pravi DGNB auditor, samo ena oseba in to je gospod Robert Smodiš. On ima tukaj definitivno največ znanja in kot rečeno, to bo prvi novo zgrajen objekt certificiran po DGNB schemi v Sloveniji. Tako da drugih bolj izkušenih, bi temu rekel, po tej schemi, jaz mislim, da v Sloveniji ni. So seveda osebe, ki so delale tečaj, tako kot jaz na 1. stopnji ali pa tudi potem na 2. Ampak z realnimi praktičnimi izkušnjami iz Slovenije pa lahko kar z gotovostjo trdim, da praktično ni drugega. Za LEED ali pa BREEAM certifikacijsko schemo težko rečem, ker tukaj nisem bil toliko upleten, ampak kot je meni znano, ni skoraj nobenega projekta ali pa objekta v Sloveniji, če je kakšen 1-2, ampak to bi moral preveriti. Moram pa tudi reči, da kar dosti zaostajamo kot Slovenija v tem pogledu za drugimi, tudi sosednjimi državami. Recimo Italija ima takih objektov certificiranih bodisi po LEED, BREEAM, DGNB, schemah mnogo več, Avstrija, Nemčija seveda, absolutno, mnoge zahodne države, tudi vzhodne, recimo Bolgarija ima čez 30 takih certificiranih objektov, tako da tukaj pa lahko mirno rečem, da kot Slovenija še kar precej zaostajamo. Je seveda pohvalno, da veliko govorimo o razni trajnostnosti, o takih materialih v gradbeništvu, ampak na praksi pa moramo še kar nekaj narediti, da ujamemo kakšne druge sosednje države. V redu, ampak nekdo mora biti prvi, ne? Trenutno ste v tem primeru vi. Tako. Upam, da bo sledil vašemu zgledu, ne? Ja, mi si tudi želimo, da bi bilo tega več, ker tudi skupaj potem lahko seveda več teh rešitev in pa tudi primerov dobrih praks ponudimo. In to je tudi eden od ciljev tega našega experience centra. Ne samo, da pokažemo naše aplikativne rešitve v smislu učinkovite rabe energije, ognjevarnosti, zvočne izolativnosti, toplotne izolativnosti in drugih dobrih vplivov na bivanjsko ali uporabniško ugodje, ampak tudi, da to komponento zelo podrobno, pa tudi ne samo stališča teorije, ampak tudi prakse pokažemo in predstavimo slovenski strokovni javnosti in pa seveda tudi laični. In to definitivno tudi bo ena od pomembnih vsebin, ki jih bomo nudili v našem centru in v katerega bodo seveda vabljeni vsi, tako projektanti, izobraževalne ustanove, javne ustanove, izvajalci, kot tudi splošna javnost. In kdaj bo objekt končan? Sama gradnja je planirana, da se konča tam nekje v drugi polovici maja. Dosti zavisi tudi od vremena. Tale zima oziroma nenadni mraz, ki je bil z zelo nizkimi temperaturami, tudi tam -10, -15 celo bilo, je majčken zaostal gradnjo, ker pri teh temperaturah tudi lepila ne primejo dobro, tako da pač v nekaterih primerih pozimi pač gradbeništvo po domače povedano odpove in je pač treba majčken počakati. Zdaj se pa dela nadaljujejo, tako da, kot rečeno, to je planiran datum zaključka del, potem seveda sledijo še ustrezne meritve, zbiranje dokumentacije, temu opremljanje samega objekta. Objekt pa bo predvidoma odprt nekje konec septembra oziroma v oktobru. Tako je planirano, definitivno pa seveda bo to tudi javno potem naznanjeno in seveda bo tudi vsa javnost, zainteresirana javnost tudi uradno vabljena v naš objekt. Torej se potem jeseni slišimo jesen, da boš predstavil. Ja, upam, da že z našega objekta. Robi, ne samo to.
BIM pogovori bo takrat na terenu, v živo, z videom. Z videom? Seveda. Super. To je še stvar debate. To sem zdaj sem to javno povedal in to ne odstopamo od tega. Domen, v bistvu, jaz se bom kar zahvalil za odgovore in v bistvu vse to, kar si povedal. Predvsem tudi to, da si vzel čas. Tole pač snemamo, recimo slab teden po sejmu Dom, ne, kjer si bil najbrž polno angažiran. Tako da upam, da si malo spočil. Mi tisti, ki živimo v bližini razstavišča, smo si tudi oddahnili, ker se da spet dihati, pa voditi z avto okoli. Jaz lahko potrdim, zgleda spočiti. Ja, super. Povej samo še za na konec, kje te lahko poslušalci najde oziroma kako te kaj dodatno lahko vprašajo. Ja, kar se tiče poslovno, je to definitivno na naši spletni strani www.knauf-insulation.si. Mene konkretno oziroma moje sodelavce najdete na rubriki Kontakti. Seveda pa imamo na voljo telefon in pa e-mail za svetovanje, se pravi e-mail se glasi svetovanje@knauf-insulation.si ali pa telefon 045 114 105. Tam se ponavadi oglasim jaz, če pa ne jaz, pa moj sodelavec, tako da direktno me lahko tako dobite. Mene osebno pa lahko brez problema dodate ali pa kontaktirate na mojem LinkedIn profilu. Moje ime je, kot rečeno, Domen Ivanšek. Lahko tudi na Facebooku. Kot rečeno, za profesionalne oziroma za bolj poslovne zadeve, kar se tiče izolacije, gradbeništva, pa mogoče celo najlažje kar prek Knauf Insulation podjetja. Ali pa na naslednjem sejmu Dom. Ali pa seveda na naslednjem sejmu. To bo predolgo trajalo, veste, to je en let. Hvala lepa še enkrat. Jaz se vam zahvaljujem za povabilo. Z veseljem se seveda oglasim, vzamem čas, tako da se pa že veselim tudi vašega obiska v našem novem običku. Absolutno bomo prišla opremljeno s kamero, z mikrofoni in bomo to naredili tam v živo. No, super. Robi, daj se ti povej, kaj ti lahko poslušalci kaj pišejo. No, dejte robert@klinc.net, nekdo piše. Tako. Pa ti, Matevž? Ja, najbolj kar na spletno stran, pejte tam gor se piše, se ne bom ponavljal. Tako da nič, Domen, še enkrat iskrena hvala in se slišimo, če ne prej v septembru. Tako je, hvala. Hvala. Adijo. Živo.